Dragi moji zvesti prijatelji vrtinca ljubezni, spoštovani starši in predvsem najmlajši poslušalci. Mnogi me sprašujete, kam so izginile vse moje pravljice na kanalu Vrtinec ljubezni. Kar nekaj dni tudi sama nisem vedela, kako vam to sporočiti, vendar je čas, da spoznate resnico. S težkim srcem se danes obračam k vam, da vam sporočim nekaj, kar me resnično žalosti. Nedavno sem prejela pisni opomin strani založbe, ki skrbi za avtorske pravice ustvarjalcev pravljic, ki sem jih doslej delila z vami na našem YouTube kanalu Vrtinec ljubezni. To me je prisililo, da sem morala umakniti vse pravljice s kanala. Verjemite, da to ni bila odločitev, ki bi si jo želela ali načrtovala. Ukolikor ne bi tega storila, mi bi lahko ukinili kanal. To si pa resnično ne želim. V preteklosti sem bila naivna in nisem dovolj razumela in poznala pravil o avtorskih pravicah. Mislila sem, če drugi to počnejo, lahko to storim tudi jaz. Žal sem se zmotila in zdaj se soočam s to neprijetno situacijo. Zavedam se, da so te pravljice pomenile poseben del našega vrtinca ljubezni in da ste jih mnogi izmed vas z veseljem poslušali, še posebej naši najmlajši poslušalci. Tudi sama sem velika ljubiteljica pravljic, ki želim z branjem pravljic na svojem kanalu vsem otrokom približati pravljice in jih tako povabiti v čarobni svet domišljije in pravljic. Kot mama in učiteljica z dolgoletnimi izkušnjami se zavedam, da je moje poslanstvo spodbujati ljubezen do branja in učenja ter vzgoja avtonomnih, odgovornih in radovednih posameznikov. V tem trenutku sem pred izzivom, vendar ne obupujem. Zavedam se, kako pomemben je vrtinec ljubezni za vse nas in zato se trudim najti rešitve, kako bi lahko znova delila čudovite pravljice na našem kanalu. Raziskujem možnosti, kako bi lahko to storila zakonito. Sem zagotovo sodijo vse ljudske pravljice in ravno tako Andersenove pravljice, ki bi jih lahko brez kršitve objavila, vendar brez ilustracij. Mogoče se pa najde založba, ki mi da soglasje, da berem njihove pravljice. Kdo ve? Vaša podpora in ljubezen, ki ste jo izkazovali vrtincu ljubezni v preteklosti, sta mi v velik ponos. Zato mi je še težje, ker vem, kako pomembne so bile pravljice za vaše otroke, kako so ustvarjale čaroben svet domišljije in kako so bile del vašega skupnega časa. Opravičujem se vam za to razočaranje, ki ga je prinesla odstranitev pravljic z kanala. Vaših otrok ne želim prikrajšati za te čarobne trenutke, zato se trudim najti rešitve, kako bi lahko znova delila pravljice na kanalu, morda celo s svojimi avtorskimi deli. Raziskujem možnosti, kako bi lahko to storila na zakonit in legalen način, ki spoštuje avtorske pravice. Ne bom obupala, ker verjamem, da se bomo skupaj znašli in znova ustvarjali čudovite zgodbe. Vaša podpora in razumevanje sta mi v veliko oporo. Zato vas vabim, da delite svoje misli in ideje, kako bi lahko skupaj premagali to oviro ter ponovno ustvarjali čarobne trenutke na vrtincu ljubezni.
Verjamem, da se bo vse dobro končalo, ker smo skupaj močnejši. Vsak izziv, ki nam pride naproti, je priložnost za našo rast. Kot semena, ki potrebujejo dež, da bi zrasla v močna drevesa, so izzivi naša priložnost, da okrepijo našega duha. Ne glejmo nanje kot na ovire, temveč kot na korake do višjega sebe. V vsakem izzivu je zakopana moč, ki nas bo dvignila in naredila še bolj odporne, še modrejše in še boljše. Zato zavihajmo rokave, sprejmimo izziv in pustimo, da nas bogati na načine, ki jih morda še nismo videli. Vsak izziv je kot priložnost, morda ta trenutek zavita še v negotovost. Ko se soočimo z izzivom, odpiramo vrata svoji notranji moči, kreativnosti in vztrajnosti. Namesto da se bojimo, naj nas navdihuje želja porasti. Izzivi nam omogočajo, da odkrivamo svoje sposobnosti, krepimo svoj značaj in razvijamo notranjo trdnost. Torej, ko dobimo izziv, se spomnimo, smo močnejši, kot smo si kdajkoli predstavljali, in v nas je neizmerna sposobnost, da se dvignemo nad vsako oviro. Uspelo mi bo, uspelo nam bo. Hvala vam za vašo zvestobo, razumevanje in ljubezen. Skupaj bomo nadaljevali pot vrtinca ljubezni, polno novih dogodivščin in čarobnosti. Vse nam je mogoče, le zaupajmo in verjemimo. Z ljubeznijo, vaša Ema.